Mislim, da je ta koncept uvajanja dolgotrajne oskrbe neresen, da je nesprejemljiv. Celo greva čisto na konkreten primer, kaj se bo dogajalo zdaj do izdaje prvih odločb o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu. Ljudje, ki so uporabniki pomoči na domu po zakonu o socialnem varstvu do sedaj in jo tudi doplačujejo seveda, nekaj plačajo občine, nekaj plača človek uporabnik, so vložili, s 1. junijem so začeli vlagati vloge za priznanje pravice do dolgotrajne oskrbe na domu. Te vloge se zdaj nabirajo, ker nimamo informacijskih sistemov. Ljudje so še vedno uporabniki pomoči na domu. Teoretično po zakonu bi jim od včeraj že lahko nekaterim, ali pa vsaj večini, pripadala pravica do dolgotrajne oskrbe, kar bi pomenilo, da seveda plačujejo prispevek, ampak na drugi strani, da ne bi plačevali več storitev dolgotrajne oskrbe v taki meri, kot morajo pomoč na domu. Se razumemo. Še vedno so ostali uporabniki pomoči na domu, doplačevali bojo pomoč na domu in do izdaje odločb plačevali tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki pa je nimajo. Ne obstaja. Niti ene odločbe še ni.